tema danes, zdaj smo že tretjič skupaj, je pasti odraščanja s telefonom, računalnikom, internetom, torej pasti odraščanja s sodobno tehnologijo. Mogoče se bodo vprašal, če sem jaz zdaj primerna, glede na moja leta, da o tem govorim. Bom rekla takole, na srečo sem kar precej v tem dogajanju, ne samo kot spletna svetovalka na spletni strani, to sem jaz, ki jo morda kdo pozna. Tudi smo na Zavodu za zdravstveno varstvo, nekdanjem sedaj Nacionalni inštitut javnega zdravja, izdali jeseni tole knjigo Srečanja na spletu, vam jo zdaj le kažem, zato ker je polna raziskav sodobne mladine. Mi smo vzeli v presek 2 leti in glede na to, da odgovorimo vsako leto na 3000 vprašanj, je bilo to zdaj 6000 vprašanj in odgovorov in smo naredili dost dober presek mladega, torej mladostnika, ki sprašuje na splet in strokovnjakov, ki mu odgovarjajo. Tisto, na kar je pa treba opozoriti, pa je zasvojenost, ki pa postaja že problem. Zdaj vi imate manjše otroke, ampak pri starejših se pa ta zasvojenost že zelo razrašča in smo ji slabo kos. Bodi si, da so otroci zasvojeni z igricami, to bolj fantje kot dekleta. Dekleta bolj so problem vsebine, ki jih dekleta iščejo na spletu kasneje. Ampak med mladostniki imamo pa že tudi veliko zasvojenih z igrami na srečo. Različnimi igrami na srečo in potem se pojavlja, veste, to se samo širi. Če mi želimo, da se bo otrok učil iz knjig, mora najprej znati brati. Pa še gimnazijci slabo berejo, žal. Poleg tega mora nekaj časa, vsaj pol ure, brati zbrano. Brez distraktorjev, brez motilcev. Kako pa ne zdaj otrok bere zbrano, če mu kar naprej nekaj pipka in ves čas se mu kdo na Facebook pojavi ali pa tam in drugam. In zdaj otrok nima še toliko volje ali pa take zrelosti, ne moramo pričakovati, da bo on sam vse to umaknil, rade volje. Ne, tukaj je pa zdaj starš, ki mora se z otrokom dogovoriti, ne da pol kable ven vleče in se jezi, ko mu že prekipi, ampak da se dogovorimo. Zdaj, ko se boš učil, pol ure boš delal ali kolikor pač, do ta čas prinesti k meni vse, telefon, računalnik, potem pa boš malo gor šel, pa spet boš malo delal. V tem smislu mora dogovor teči, ker drugače ni uspeha. Otrok se ne more učiti, če je ves čas na preži, a se mu že kakšen sošolec pojavil, a se že kaj novega dogaja, a je že kaj novega objavljenega na Facebooku in tako naprej. Je zdaj recimo s temi Instagrami in selfiji pomagalo, da se pa eni otroci, ki pa nimajo možnosti, ki so samo doma, počutijo pa zelo nesrečni. Pa tudi tisti, ki so nekje, ki so na morju, samo na Dalmaciji, ki so pa na Karibih, tako kdo, ki je to objavil. In tukaj se spet poraja recimo neka neenakost socialna, nekaj stvari, ki se hitreje širijo, kot bi se, če tega ne bi v taki obliki bilo. In zato recimo pogovor z otrokom o vseh teh temah ni nikoli odveč. In selfie je bil pa najbolj uporabljen pa izraz.